Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Cel teden sem resnično mislil, da bom posnel en kolesarski video, ampak nažalost mi ni uspelo. Sem imel pa ogromno časa za surfanje po internetu, tako da vam bom pokazal par stvari, ki jih drugi ljudje pišejo o meni. Ja, veste, kako pravi star armenski pregovor. Bolezen predirja na konju in odide peš. Moje zdravje si še zmeraj ni povsem opomoglo in resnično sem cel teden upal, da bom lahko posnel en video tako s kolesom na cesti, ampak zaenkrat še ne bo šlo. Mi je bilo pa žal, da ne bi posnel prav nobenega videa, ker zdaj 14 dni ni bilo nič in dosti sem dobil komentarjev oziroma vprašanj od gledalcev, kako je z mojim zdravjem, če bo kak video. Tako da sem se odločil, da posnamem nekaj od tega, kar sem najdel na internetu. Namreč en dan sem surfal malo o slovenski youtuberski sceni in sem tukaj na Slotehu naletel na en komentar, ki omenja moj YouTube kanal. Evo, Road Bike Adventures SLO, tip je prišel tiho in postal legenda. Za amaterske kolesarje v letih. Nobene spektakularnosti in drame, ampak gledljivo. V glavnem, ta komentar mi je tako toplino mi je prinesel k srcu, da sem bil prav navdušen. Res mi je bilo tako super prebrati, kako drugi ljudje vidijo to moje početje, ker največkrat se mi bojimo kakšnih negativnih komentarjev oziroma kakšnega omalovaževanja ali zbadanja. Tukaj pa prav ena taka lepa izkušnja. Res se zahvaljujem temu uporabniku DFG, ki je to napisal letos 8. januarja 2023. No in seveda, potem me je Firb smatral, če še drugi ljudje kaj pišejo o meni, tako da sem šel na Google pogledat Road Bike Adventures SLO, če so kakšni zadetki. In seveda, precej zadetkov iz YouTubea prevladujejo, tako da sem dodal še minus site YouTube. Tako da sem zadetke iz YouTubea izločil in dobil nek prečiščen seznam vsebin, kjer je omenjen Road Bike Adventures SLO. Seveda, tle je moja Strava, pa Instagram. No, potem pa sem najdel tukaj en članek iz časopisa Lokalne Ajdovščina, ki je bil objavljen 14. oktobra 2022, kako si lahko popestrite dolgočasne kolesarske kroge. Road Bike Adventures SLO na spletnem omrežju YouTube odpelje krog, ki vsebuje 7 krajev v Vipavski dolini, tako da njihove začetne črke tvorijo besedo Pogačar. Po poti je naštel nekaj svojih trikov, s katerimi si popestri še tako dolgočasne kolesarske kroge. In tukaj to je ta video posnetek Pogačar v Vipavski dolini, ki je imel dejansko več ogledov, ampak jaz takrat nisem vedel zakaj. No, zdaj vidim, da je to verjetno posledica te objave v časopisu. Nažalost pa tukaj ne vidim, koliko gledov je ta spletna stran imela in tudi kakšnih komentarjev ni, ampak vseeno štejem to kot nek pozitiven feedback in mi je prav lepo, ko vidim tako, da to moje početje ni prisotno samo na YouTubeu, ampak tudi drugje. Če gledamo ostale zadetke na Google, ni več kaj posebnega, ena LinkedIn objava in pa par prav random objav, kjer je kakšen od mojih posnetkov vključen na neko X spletno stran, tako da niti ne vem, zakaj se to dogaja, ampak mislim, da to nima kakšnega hudega vpliva na moje oglede in pa na naročnike. Zdaj pa vam še na kratko povem, kakšni so moji plani glede kolesarjenja za naprej. Gotovo tega hobija ne bom opustil, niti podrazno, da se ne bi kdo ustrašil, ampak na kolo se bom moral začeti vračati postopoma. Kaj naredi 2-mesečna odsotnost s kolesa telesu, si lahko predstavljate sami. Upad kondicije, upad mišične mase, upad kardiovaskularne zmogljivosti in pa seveda tudi padec motivacije. Zdaj jaz sem spremljal svojo težo na vagi, zgiblje se tam okoli 96,5 kg, ampak če je moja mišična masa upadla, pomeni, da se je povečala teža maščobe in to bo treba obrniti nazaj. Motivacija je tudi en velik problem, ker vidim sam pri sebi, ko si tako doma in gledaš ven skozi okno, ni prijeten občutek. Enostavno zapadeš, ne bom rekel v depresijo, ampak čutiš pri sebi eno tako melanholijo, neko otožnost in razmišljaš, kdaj boš spet lahko šel na kolo, kako in gor dol. Ampak trenutno
Kljub temu, da se počutim dokaj ok, nočem izzivati na tem mrzlem zraku, da ne bi spet si poslabšal te svoje bolezni, ki je vplivala predvsem na moja dihala in na grlo. Za naprej jaz si nisem postavil nobenih konkretnih načrtov. Moj plan je ta, da se bom začel vračati na kolo postopoma, s krajšimi krogi tam do 1 uro. Užival bom na kolesu, umaknil se bom s prometnih cest, verjetno z gorskim kolesom v kakšen gozd in na makadam. Poslušal bom svoje telo, kako se počutim, v glavnem brez kakšnega norenja, brez kakšne ihte. Moja osnovna mera, ki jo bom upošteval, bo povprečna hitrost v srčni coni 2. Zato, ker ko sem se jaz lotil lani s tem števcem Garmin in sem se začel malo več ukvarjati s srčnim utripom, sem ugotovil, da sem imel v coni 2 povprečje 22,5, no, čez kakšnega pol leta vadbe sem pa v isti coni 2 imel povprečje že 27 na uro. Tako da si predstavljam, kaj pomeni povprečna kondicija, kaj pomeni dobra kondicija in bom to na števcu zelo hitro videl, koliko hitro oziroma koliko počasi lahko še vozim, da moji srčni utripi ne grejo preko 130 udarcev na minuto. In potem se bom zelo hitro lahko orientiral, kako in kaj naprej. Je pa še ena stvar, o kateri razmišljam, in sicer jaz sem do zdaj vozil zmeraj samo z navadno vodo v bidonih. Na kakšnem daljšem krogu sem mogoče pojedel kakšno frotabelo in ko sem prišel domov, sem spil kozarc Izostara. Zdaj, mogoče bo to treba malo spremeniti. Prijatelji in pa gledalci iz YouTubea so mi svetovali, da bi mogoče začel razmišljati o kakšnih prehranskih dodatkih. Zelo pametno bi bilo dodajati kakšen vitamin C, mogoče D3, cink, magnezij. Nekaj od tega sem si že nabavil, imam neke, bi rekel, tablete s C-jem, D3-jem in cinkom, šumeče tablete s C vitaminom in pa šumeče tablete z magnezijem. Večina teh snovi, ki sem jih naštel, izboljšuje imunski sistem, magnezij pa pomaga tudi pri delovanju mišic in pri delovanju srca. Razmišljal sem tudi, da bi mogoče bilo pametno uvesti kakšne druge vadbe, s katerimi bi si hitreje povrnil moči. Imam doma in par uteži, pa bom mogoče zvečer naredil kakšno vajo za trup oziroma za roke, da se čim prej spet vrnem nazaj v to športno življenje. Kakorkoli, jaz upam, da mi motivacije ne bo zmanjkalo, želim se čim prej vrniti na kolo. Vse, ki vas zanima, kako bom to počel, boste to videli na Stravi in pa na YouTubu. Zahvalil bi se tudi vsem, ki ste mi pošiljali vzpodbudne komentarje in sporočila preko Instagrama, Strave in YouTubea. Zdaj ste videli, da zadnjih 14 dni ni bilo nobenega videa, tako da sem se vseeno odločil, da vam nekaj posnamem. To bi bilo to za to sredo. Jaz vam želim vse lepo, hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.